V Žužemberku bodo gradili nov vrtec. V Novem mestu odprli infotočko Sobivamo. Kakšna vina bodo na letošnji vinski gradi? Spoštovani gledalci, cenjene gledalke, dober večer. Pregled novic začenjamo v Žužemberku, kjer se lahko pohvalijo, da se vsako leto rodi več otrok. Prav zato so pristopili k izgradnji novega vrtca v Žužemberku, ki bo omilil prostorsko stisko v predšolskem varstvu. Vrednost projekta brez davka na dodano vrednost je približno 2 milijona evrov. Novi vrtec bo imel 9 oddelkov v 2 etažah, zgradili pa ga bodo na lokaciji obstoječega. Novi vrtec je nujno resnično potreben. Tudi ko sem naredila glede na statistiko iz Sokola prognozo, v bistvu tudi število učencev narašča, kar pomeni zdaj v 5 letih, da imamo od 80 do 90 otrok več. S tem nekako začenjamo gradnjo 9-oddelčnega novega vrtca, seveda visokoenergetskega, ki smo ga tudi prijavili na Ekosklad, računamo na subvencijo Ekosklada, računamo tudi na razpis Ministrstva za šolstvo. Gre za zelo pomemben energetsko varčen projekt, ki bo imel tudi veliko kuhinjo, v kateri bodo pripravljali obroke za vse občinske vrtce. Da bodo imeli otroci najboljše pogoje bivanja, bodo poskrbeli tudi z novo opremo. Je drugačno, to je lesena gradnja, visoko tehnološko zahteven objekt, veliko tehnologije, prezračevanje kuhne, gradnja je lesena, iz križno vezanih plošč, kar je v našem, tudi na dolenjskem prostoru, neka nova gradnja. Predšolska vzgoja v Žužemberku tako ne bo več razpršena na 3 lokacijah, ampak bo združena pod eno streho. Novi vrtec bo zagotavljal vse pogoje za predšolsko vzgojo oziroma varstvo predšolskih otrok. Istočasno pa z novim vrtcem nekako razbremenimo pogoje za širitev tudi osnovnošolskega programa v občini Žužemberk. Za varstvo otrok bo poskrbljeno tudi med gradnjo, saj bodo 2 oddelka vrtca namestili v osnovni šoli Žužemberk, en oddelek pa bo gostoval v podružnični osnovni šoli Dvor. V večgeneracijskem centru Hiša sožitja v Novem mestu pa so danes odprli infotočko Sobivamo, ki ponuja možnost, da obiskovalci na enem mestu dobijo informacije o možnostih sobivanja, zagotavljanja prijaznejšega bivalnega okolja ali vzpostavljanja sobivalnih skupnosti. Starejši namreč potrebujejo nove rešitve za kakovostno bivanje ali pa želijo spremeniti oziroma prilagoditi svoje življenjsko okolje. Ob odprtju smo slišali, da je ključni cilj projekta Sobivamo izboljšanje pogojev bivanja za tiste starejše, ki lahko v zrelih letih še skrbijo sami zase. Torej v teh točkah bodo dobili vse potrebne informacije na konkretna vprašanja, ki jih morebiti bodo postavljali. Tukaj se bodo zbirale potrebe starejših po drugačni obliki preživljanja kasnejšega obdobja, torej pred tem, ko odhajajo v domove. Saj na Dolenjskem obstajajo potrebe po kakovostnejšem bivanju starejših, še dodaja. V starosti je ena največjih tegob osamljenost, ampak v osamljen je biti lepše skupaj, sam z drugimi. Potem, ko so projekt Sobivamo v zadnjem letu predstavljali po Sloveniji, v teh dneh že odpirajo prve infotočke. Tudi v dolenjski prestolnici so odslej vse informacije dosegljive na enem mestu. Tako v zvezi z domskim varstvom, tako v zvezi z nekim pomočjo na domu in tudi v zvezi z novimi oblikami bivanja. Mednje sodi tudi izgradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu. Prvi mož nacionalnega stanovanjskega sklada potrdi, da pogovori z mestno občino potekajo. Predstavili so tudi razpis za izvedbo. Ki omogoča gradnjo tako domov, oskrbovanih stanovanj in pa centrov za dnevno bivanje starejših v vrednosti 15 milijonov. In jaz pričakujem, da bodo seveda v kratkem pripravili projekt. Je pa za prijavo na razpis potrebno veljavno gradbeno dovoljenje, še dodaja direktor. Izkušnje v tujini potrjujejo, da lahko z novimi modeli bivanja starejšim omogočimo boljšo vključenost v družbi.
Sadjarstvo Blanca, ki na 82 hektarjih intenzivnih nasadov pridela za vsakega Slovenca 2 kg jabolk, je v svoj sortni izbor dodalo sevniško voščenko, znamenito jabolko iz časov Avstro-Ogrske. Prvi pridelek bodo obrali že čez 1 leto. Projekt sevniške voščenke so sicer v občini pred leti vzpostavili ljubiteljsko. Cepiče je pripravil agronom Tine Zupančič. Ja, jaz že par let obnavljam dve stari drevesi, tle v bližini Sevnice, v Štangrebu. To sta bila zelo zapuščena drevesa. Računam, da so stara preko 100 let ali pa okoli 100 let. Danes je prvi korak, kjer bomo precepili 500 dreves ene druge sorte s sevniško voščenko. Potem v naslednjem koraku bomo pa naredili tudi na eni naši površini, cirka 2 hektarja intenzivnega nasada sevniške voščenke. Cepljenje odraslih dreves najhitreje pripelje do prvih plodov, ki jih bodo lahko obrali že prihodnjo sezono. Tle moram pohvaliti prav Šparovo akcijo, bilo je oziroma kot nekoč. Oni so tudi izrazili neko povpraševanje po kakšni tradicionalni stari sorti, avtohtoni, ki bi jo oni lahko uvrstili v svoj tržni program. To je ena taka zanimiva sorta, ima zelo aromatičen okus, njena trajnost ni ne vem kako dolga, recimo čuvamo jo lahko tam nekje do januarja. V sadjarstvu Blanca se z velikimi vlaganji pripravljajo na ublažitev posledic podnebnih sprememb. 70% nasadov je pod protitočnimi mrežami, na 20 hektarjih je vzpostavljen namakalni sistem, v prihodnje bo še na 50, kar skupaj z zajetjem za oroševanje predstavlja več kot 1 milijon evrov vredno naložbo, je še povedal Ratajc. Zaključil se je 7. Krki teden humanosti in prostovoljstva, in sicer s tradicionalnim dnevom odprtih vrat na proizvodni lokaciji Ločna v Novem mestu. Prišli so slušatelji Univerze za tretje življenjsko obdobje in zaposleni v humanitarnih ustanovah ter domovih starejših občanov. Dobrih 2000 iz vse Slovenije. Obiskovalci so bili nad sprejemom in videnim pozitivno presenečeni. To je pa nekaj tako čudovitega, nekaj takega nepozabnega in mislim, da si bom v življenju zapomnila. Ocenjujete, da je takšna stvar koristna za ljudi? Zelo koristna, da spoznajo, kako zdravila nastajajo, kakšne so učinkovine, kako stvar sama poteka, da se povežejo, da je več zaupanja tudi v zdravstvu nasploh potem. To je le naša tovarna in da ljudje spoznamo, kaj se notri dela, in ta prijeten in topel sprejem, ki smo ga bili deležni, je res prijeten. Srčnost krkašev, več kot 120 je bilo na dnevu odprtih vrat, v vlogi prostovoljcev je bilo moč zaznati na vsakem koraku. Od sprejema na vhodu, na informacijskih točkah, na ogledu Notola 2 in njegove galerije. V upravni stavbi so na promocijskih stojnicah obiskovalcem predstavljali Krkine izdelke in storitve, v dvorani pa povedali še nekaj dodatnih informacij o izdelkih. Obiskovalci so si imeli tudi možnost izmeriti vsebno sladkorja v krvi in krvni tlak. Številni krkaši so prostovoljci skozi vse leto, ne le v tednu humanosti in prostovoljstva. To je priložnost, ko lahko v okolici vrnemo nekaj, kar dobivamo, in tudi ta občutek, da nekomu pomagaš, da nekomu svetuješ, nekaj dobrega narediš, je izjemno pomemben. Za mene osebno in tudi za krkaše. Težko ti je vseeno, če vidiš, da imajo drugi težave. Tebi gre pa v življenju lepo, pa zakaj ne bi bilo lepo tudi drugem. Akcija vsako leto bolj odmeva v širšem okolju. Širi se v Krkina podjetja in predstavništvo v tujini. Letos so v dobrodelnem tednu sodelovali krkaši iz 19 držav. Zbrali smo nekje skoraj 4 tone potrebščin, ki smo jih nato sortirali in pakirali na Rdečem križu in Karitasu, in sicer smo naredili nekje 600 paketov. 280 krvodajalcev je darovalo skoraj 120 litrov krvi, zbrali so 350 kg hrane za male živali, se družili stanovalce v 31 domovih za starejše in obiskali varovance 10 varstveno-delovnih centrov in zavodov. Bil je to teden človeške dobrote, veselja in nasmehov, oziroma, kot pravijo v Krki, dobrodelnost je del nas.
Medtem pa so v Metliki že v teku priprave na letošnjo 36. vinsko Vigred. 3-dnevno prireditev, ki se bo začela 18. maja. Ocenjevanje vin, ki jih bodo na Vigredi ponudili v Pokušino, pa je že končano. In ocene odlične. Ocenjevalci, razdeljeni v več skupin, so ocenili 313 vzorcev vin iz Bele krajine, pa tudi iz Hrvaške in iz Italije. Ocenjevali smo zelo različne letnike, tako da za 2017 lahko rečem, da je zelo dober letnik, hkrati pa tudi ostala vina, bela sortna vina, odlična tudi starejših letnikov. Zaradi pozebe, toče, suše in drugih dejavnikov je bil letnik 2017 težak, zahteven in veliko truda ter znanja je bilo potrebnega za dosego kakovostnega vina, pravijo strokovnjaki. Lahko rečemo, da je kakovost visoka, da so se vinarji, vinogradniki potrudili, da so prinesli tista boljša vina oziroma vina, ki imajo v kleti, pomeni, da je kakovost visoka. Lahko pa rečem, mogoče bolj letnik bil naklonjen belim vinom kot pa rdečim vinom. Mi smo ocenili zdaj bela vina, predvsem muškate, predvsem sauvignone, pa tudi laške rizlinge in nad laškimi rizlingi sem zelo navdušen. Ja, zelo pozitivno sem presenečen še do nej, kar je tak klasika, lahko rečemo, za Belo krajino, tako da zelo dobra vina, pa tudi potem v nadaljevanju smo imeli še tramince, ki so bili tudi zelo dobri, sivi pinoj, absolutno. Z oceno 19,73 so za šampiona predikatnih in posebnih vin izbrali rumeni muškat, ledeno vino, letnik 2005 iz vinske kleti Prus. Sivi pinot, ki ga je pridelala družina Hosnar iz Ručetne vasi pri Črnomlju, pa je z oceno 18,33 postal šampion tekočega letnika. Odlične kakovosti pa so tudi vina Belokranjec in Metliška črnina PTP, ki so jim na ocenjevanju namenili še posebno pozornost. Predvsem me veseli, da so zelo izenačena, torej je ta PTP res prinesel k kakovosti vina, da so si vina podobna, vendar hkrati različna. In ravno tako pri Metliški črnini, ker se je lanski letnik izkazal za odličen letnik in moram reči, da smo izbrali res odlična šampiona Belokranjca in Metliško črnino. Tako kot lani bo na vinski Vigredi šampionsko priznanje za vino Belokranjec PTP prejela grajska klet Šturm. Za Metliško črnino PTP pa vinska klet Metliške kmetijske zadruge. Šampiona tujih vin je tudi letos pridelal Josip Rajakovič z Hrvaške. Za konec pa še v Mokronog. Najboljši tamburaši in mandolinisti so namreč brenkali v Mokronogu na tekmovanju, ki se ga je udeležilo 8 odraslih zasedb in 2 otroška orkestra ter gostujoča skupina iz Hrvaške. V Sloveniji trenutno deluje prek 50 tamburaških in mandolinskih skupin. V zadnjih letih je tudi vedno več otroških. 38. festival tamburašev in mandolistov je zopet združil vse najboljše. Osnovno poslanstvo tamburašev je tako kot pri vseh instrumentalistih, tudi pri vokalistih, je pravzaprav neka narodna zavest, ki izhaja iz buditeljstva, pred tistimi 150 leti, ko se je razvijalo slovenstvo, so taki sestavi dejansko bili gradniki naše kulture. Mokronog s tem postaja v resnici neko kulturno središče, kulturniško središče, v katerem sta 2 tako lepa festivala v 2 zadnjih mesecih. Nastope je budno spremljala strokovna komisija. Generalno je vseeno važno tisti splošni vtis. Tako da če je kakšna reč malo šla mimo, je vseeno treba malo to spregledati, če je splošni vtis res dober. Ne bomo tako picajzlecki. Sicer ima tamburaštvo v Sloveniji zelo dolgo zgodovino. Tamburaški orkestri, kot jih poznamo danes, pa so se začeli uveljavljati zadnje desetletje 19. stoletja. Turškimi upadi in tako naprej so se tudi inštrumenti prišli na to zemlje. In od takrat se pravzaprav najprej je bilo kot vsako glasbilo povezano z nekimi godci, ki so hodili od vasi do vasi, ampak sem rekel, takrat z narodnim buditeljstvom pa so se osnovali zbori, tamburaši, ki so to povezali med sabo. Povečanje zanimanja za glasbilo med otroki lahko pripišemo tudi dejstvu, da se lahko najmlajši že nekaj let v okviru rednega učnega načrta učijo tamburice na glasbenih šolah. Z glasbo se iz uredništva novic poslavljamo.
A ostanite še naprej v družbi naše televizije in ne spregledajte oddaje Osebnost marca. Pogovor z Ivanom Kraljem bo ob 20. Do prihodnjič pa bodite lepo.